Prisrčen pozdrav, drage gledalke, cenjeni gledalci z oddaje s farmacevtom za zdravje v naši družbi. Je Bojan Madžar, specialist farmacije ali magister farmacije, specialist z Pomurskih lekarn. Lep pozdrav in dobrodošli. Pozdravljeni. Bojan, 26. september je datum, ko tudi lekarnarji praznujete nekako svoj praznik, ne? Dan lekarn je to ali kaj. In zdaj že 16. zapored, mislim, da bo letos. Povejte mi, prav neko temo ste izbrali danes, brošure se takrat izdajajo in vi ste tudi danes temo izbrali, ki bo posvečena, dragi moški, bolj nam, ne? Navadno imajo ženske kakšne prednost, pa pravijo, da so, pravi moški, da so včasih že preveč emancipirane, ampak danes bo govora o moških, ne? Zakaj ste izbrali to temo? Ja, za moške smo se odločili zaradi več razlogov. Kot prvo, lahko rečemo, da moški vseeno imamo neke svoje bolezni, ki so nekako značilne ravno za nas, kot je recimo bolezni prostate, ne? Potem tudi plešavost nas matra lahko, pa kakšna zloraba kakih prepovedanih substanc je tudi bolj prisotna pri moških, pa mi vsako leto, ko praznujemo, ko obeležujemo dan slovenskih lekarn, skušamo vseeno na določene stvari opozoriti, ne? Predvsem povezavi z zdravili, ne? Saj strokovnjaki v zdravilih pač smo in tokrat smo se odločili tudi zaradi tega, ker je moška populacija tudi malce specifična. Čeprav te ankete nakazujejo, da moški nekako podobno kot ženske ocenjujejo svoje zdravje ali pa celo še bolje, nekako bolj idealno vidimo svoje zdravje, pa po drugi strani pogosteje zbolevamo, pa umiramo zaradi bolezni srca, ožilja, tudi kakih dihal povezano z rakom pljuč, recimo. Kadilcev nas je več. Tudi pričakovana življenjska doba je krajša, tako da tle je neko nesorazmerje. Tako da včasih tudi pride kakšna gospa in pravi, da je prišla za svojega soproga ali pa da je morala kar ona urgirati, ker se ne spravi k zdravniku, nekako svojih težav ne vidi tako realno, kot bi lahko bile. Tako da tudi z tega vidika smo malce, nas moške opozorili, da je treba včasih pravi čas odreagirati, da lahko potem kako stvar preprečiš, da ne eskalira. Tale pogovor seveda bo eden od oblik, na katero opozarjate, oziroma ste ob tej priložnosti ob dnevu lekarn, pravzaprav lekarnarjev, izdajate tudi brošuro, knjižnico in v njej bo verjetno nekaj napisanega o tem letos. Ja, brošura niti ni tako zelo tanka, ne? Kot bi si mnogo kdo predstavljal. Tako da je razdeljena, ponovadi izdamo kako brošuro, imeli smo že praktično vsako leto, ko obeležujemo, kako tematiko smo obdelali. Tokrat, kot rečeno, so moški, tako da smo malce na začetku opredelili oziroma pojasnili sam razvoj moškega, od spočetja preko otroštva, potem pubertete. Seveda v času pubertete se tiste glavne značilnosti moškega telesa tudi izrazijo. Prihaja takrat že do določenih težav, predvsem pa se začnejo takrat v pozni odrasli dobi oziroma zgodnji starostnem obdobju, ko se pravi tudi starost smo obdelali, opozorili na nekatere težave, ki so lastne nam moškim, pa tudi druge težave, konec koncev, ki tarejo oba spola, pa jih oba spola mogoče različno dojemata, tudi različno odreagirata na njih. Tako da vse to smo skušali malce opozoriti, predstaviti tako z vidika, zakaj se to zgodi, kako se zgodi, na kakšen način se lahko sami pomagamo, kdaj iti do zdravnika, katera zdravila imamo nenazadnje na voljo, kako jih uporabljati. Tako da najdejo predvsem gospodje kar veliko informacij. Tole brošuro verjetno dobimo v lekarnah, ne? Tudi v pomurskih lekarnah, pri vas splošni prodaji verjetno ne bo, tudi verjetno se ne bo prodajala kot takšna, ne? Ker gre za neko preventivno. Omenili ste že nekaj teh stvari moških, ne? Kaj bo največji poudarek v tele knjižici, katere bolezni oziroma katere tegobe, ki tarejo nas moške? Da vidim, če se najdem tudi sam zraven. Velik poudarek je na specifičnih moških težavah, tle ne moremo mimo prostate, povzroča lahko marsikatero težavo. Prostata je ena taka žleza, ki nekako objema sečnico, sčasoma z leti raste in začne povzročati težave, ker enostavno pritiska na samo sečnico in moški potem opazujejo oziroma opisujejo katerega izmed simptomov
recimo pogosteje grejo na vodo. Tudi zaradi tega po noči vstajamo, se prebujamo in moti vse to spanec. Curek seča več ni tako močan kot nekdaj, se pravi tudi trajanje je, pač odvajanje vode je malce daljše, lahko se zmes curek prekinja, nekateri opisujejo tudi, da jih zelo tišči na vodo, da je težko zadržijo vodo, marsikateremu potem lahko tudi že urin začne malce uhajati in še katerega od drugih simptomov. Načeloma vedno tako priporočamo, ko opazimo karkoli tega, lahko nakazuje na benigno hiperplazijo prostate, torej na to benigno povečanje prostate, ki samo kot tako ne predstavlja kakšne hujše težave, ampak lahko napreduje in kot tako potem vodi določenih zdravstvenih težav. Ali pa, seveda, lahko ti simptomi tudi nakazujejo na kaj drugega, ne? Bojimo se recimo raka prostate, tako da in zaradi teh razlogov je smiselno in priporočljivo čim prej iti do zdravnika. Zdravnik postavi diagnozo in potem tudi lahko izbere pravilen način zdravljenja. Imamo na voljo kar precej zdravil, različnih med sabo, tako da se lahko tudi posamezniku nekako terapija prilagodi, da potem zaustavi, upočasni to naraščanje prostate, olajša simptome, skratka, da potem lahko tudi, ker to lahko zelo tako vpliva na kvaliteto življenja. Sama prostata je lahko tudi vzrok erektilne disfunkcije oziroma prispeva k tem težavam z impotenco, tako da tudi velik del zapisa smo posvetili temu. To ni bolezen kot taka, je lahko simptom določenih bolezni krvožilnega sistema ali pa drugače metabolnega sindroma, sem spada povišan krvni tlak, povišan holesterol v krvi, sladkorna bolezen, ki je takrat še na zaznamu, pa lahko že preko te erektilne disfunkcije kaže, da bo čez leta ali pa čez čas prišlo tudi do teh bolezni, tako da tudi z tega vidika je priporočljivo spet iti do zdravnika. Tudi dejansko ta zdravila, ki jih imamo danes na voljo, so dosti učinkovita, že nekaj let jih imamo. To je bila ena taka velika revolucija takrat, začelo se je z Viagro, ki je sedaj po imenu vsi poznajo, ne. Sedaj imamo še nekaj drugih zdravil, ki lahko tle pomagajo, ampak res tudi pri nas je tako, da lahko to zdravilo dobite samo v lekarni po predlogi zdravniškega recepta. 2 leta ali 3 leta nazaj sem bil na Škotskem, recimo tam lahko moški pride v lekarno, se usede z farmacevtom oziroma farmacevtko in mu tam tudi na podlagi tega potem tako zdravilo izdajo, ne. Določene države poznajo druge mehanizme, pri nas je še to zelo omejeno na zdravnika. Določena previdnost seveda je na mestu, ker lahko ta zdravila povzročajo tudi težave in niso primerna za vsakoga, lahko določenim bolnikom, recimo, ki imajo resne bolezni srca, kot je srčno popuščanje in podobno, lahko predstavljajo tveganje. Tako da tle je treba biti pozoren, ker poznamo črni trg zdravili, ki je zelo dejaven, velike denarje obrača in ta zdravila so ena izmed pomembnih, ki predstavljajo pomemben delež, ne. Se pravi, kupovanje zdravil na spletu na tak način je zelo tvegano početje in ga res odsvetujemo in na to smo tudi opozorili v tej knjižici. Pa dobro, posvetili smo se tudi manj nevarnim težavam, kot je recimo plešava, smo opredelili, opisali, kako do nje pride. Nažalost je pa tako. Vzrokov načeloma niti ne poznamo, oziroma vemo, da je dednost igra veliko vlogo. Imamo določena zdravila v obliki tablete ali pa dermalne raztopine, ki lahko nekoliko pomagajo. V veliki meri so pa bolj kot ne neučinkovita, tako da se velikokrat treba enostavno sprijazniti s tem. Bojan, prej ste omenili, da recimo nekateri simptomi ali pa nekatere bolezni, ki tudi zadevajo ženske, vendar moški drugače reagiramo na njih. Verjetno, zdaj če bomo rekli 2 tipična primera, obolelo za rakom ženske na prsi in moški recimo na prostati, ne, kot ste premenili. Verjetno čas reakcije, vse drugo se pri moških razlikuje in teh bolezni verjetno, ki imajo eni in drugi, zdaj sem to karikirano dal 2 različna primera, ne, praktično, se verjetno moški
se mi zdi, vse bolj pozno odzivamo na to, ne reagiramo takoj, odlašamo s pregledom, nekako se imamo bolj za močne korenine in je lahko to velikokrat v teh primerih pozno. Tudi na to verjetno opozarjate. Tudi, vsekakor, ne. Dobro, zdaj, določeni raki so specifični, ne. Ženska ne dobi raka prostate, tako kot moški ne dobi raka materničnega vratu. Ampak drugi raki so pa prisotni pri obeh spolih. Je pa zelo zanimivo, da ti raki, ki so odvisni od načina življenja, pa predvsem pri moški populaciji terjajo večji davek, ne. Moški znamo bolj nezdravo živeti, ne. Tako da tudi te prevladujejo, zato smo tudi na to opozorili. Zdaj, pri moških so najpogostejši raki rak kože, pljučni rak, rak prostate, ki je pač moškim itak specifičen, pa tudi rak prebavil, kot je debelega črevesja in pa danke, ne. Tako da velikokrat so ti raki kot pljuč, kot tudi kože, ne nazadnje, ne, pa debelega črevesja res povezani z nezdravim načinom življenja in tle je bil poudarek. Pa tudi sami ste omenili, moški sami sebe vidijo drugače. Kljub temu, da pravimo, da smo močnejši spol, zbolevamo tudi za duševnimi boleznimi, a ne. Recimo depresija je najpogostejša duševna bolezen, ki se pojavlja v svetu, tako pri ženskah kot pri moških, ampak pri moških se zna pokazati drugače. Ne toliko na ta specifičen, značilen način, kot je jokavost, melanholija. Čustveni del, ne? Ja, moški drugače odreagira, je bolj agresiven, nervozen, živčen, lahko tudi grejo v neka obnašanja, ki so rizična, lahko riskirajo svoje življenje preko določenih res ekstremnih športov ali pa enostavno z denarjem se igrajo. Konec koncev, tako da tudi kar se tiče depresije, ne, najbolj se bojimo seveda samomorov. Kljub temu, da je depresija pri ženskah 2-krat pogostejša kot pri moških, pa 4-krat pogosteje naredijo samomor moški kot pa ženske. Prejšnji mesec je bil ta tudi akcije so bile, kako preprečiti, na kakšen način, ne. Ja, zdaj, če se še človek odpre, če se še pogovarja, nekako lahko nakaže vsaj tisto, ne, ja, hitreje, ne, če pa si zaprt vase, pa pride, kot radi rečejo, tista žuta ali rumena minuta, ne, pa ne vemo, ne, saj to so stvari, ki so pač seveda v glavi in je drugemu v glavo videti še zaenkrat ne moremo in morda je celo prav, da ne vidimo, kaj drugi misli. Celo, če skriva čustva, ne. Ja, tako je, ne. Omenili ste šport. Sodi recimo v to domeno tudi recimo doping, povezovanje z dopingom, zloraba dopinških sredstev, veliko se ukvarja športom, moški še posebej, morda več kot ženske, ali pa ne vem, ne, in za dosego nekih kaznenih rezultatov, morda mišične mase, pa posegajo po nekaterih poživilih oziroma po dopingu. Definitivno, to je problem tako pri najstnikih, kot pri, bomo rekli, tudi pri mladi moški populaciji, ne. Vsa ta pozornost strani medijev in predstavljanje, idealiziranje tako ženskega telesa kot tudi moškega, ne, tudi vodi v take ekstreme. Ja, moški se tudi, kljub temu, da nezdravo živijo, po drugi strani pa pogosto ukvarjajo z tudi rekreativno športom, ne. Veliko grejo tudi zaradi tekmovalnosti potem v neke nelogične, nezdrave ekstreme, nekje 1 do 5% populacije recimo zlorablja anabolne steroide. Tudi na te smo najbolj opozorili, ne samo v profesionalnem športu, celo se to dogaja že v rekreativnih športih, kar je tako malce nerazumljivo. Vse glede na to, kaj vse lahko to povzroča, ne, ti steroidi anabolni lahko povzročajo težave, kot je, izpadanje las, recimo aknavost, masno kožo, neke take težave, ki mogoče niso življenje ogrožajoče, lahko pa seveda motijo marsikoga, lahko pa tudi predstavljajo kar tveganje za življenje, namreč povzročajo povečano srce, težave z ledvicami, odpoved ledvic, srčni infarkt, marsikaj takega, kar lahko pripelje tudi do dosti prezgodnje smrti samega posameznika. Tako da tle smo tudi opozorili spet. Tle je spet en tako imenovan črn trg, ki poteka v ozadju in je dosti razširjen in
je treba biti zelo previden, kaj ti hitro prideš na tako pot, ko lahko potem res zelo ogroziš življenje svoje. Začel si pa z drugega vidika, ne, da bi zdravo živel. Bojan Madjar, magister farmacije, specialist, seveda vam moram v tej priložnosti, ker ste lekarnar, ne, in je slovenski dan lekarništva, 26. september čestitati, absolutno, ne. Zdaj pa me zanima, takrat ste delili brošure, se dajo dobiti še kje kasneje, mora biti, ponatisa verjetno ne bo, ne, in verjetno ste zapisali še kaj koristnega v to brošuro, ki bo dobrodošla moškim, ki lepo povabim sedaj, da stopijo do prve lekarne, če se še da dobiti, in vzamejo brošuro in jo preberejo. Ja, lahko dejansko ta brošura, ki smo jo natisnili, je bila poslana vse lekarniške enote, tako da smo sicer delili takrat 25. 26. septembra, ampak verjamem, da je v marsikateri lekarni še nekaj izvodov ostalo in kogar zanima, jo lahko pride iskat. Brošura je res dobro napisana, samo nekaj pomembnejših stvari sva mogoče omenila. Tudi lahko se pohvalimo, da vedno seveda brošuro napišejo magistri farmacije, magistre farmacije, ki delujejo v slovenskih zunanjih lekarnah. In letos sicer ni bilo prvič, se je spet zgodilo, da tudi ena izmed naših sodelavk, Iva Horvat, je sodelovala pri pripravi te brošure, torej ena izmed naših sodelavk iz pomurskih lekarn, tudi ena od avtoric te brošure. Zdaj, če pa ne bi bilo več v kakšni enoti brošur, pa še vedno lahko gremo na splet, v iskalnik vpišemo moški in zdravila ali pa obratno zdravila in moški. Oboje sem poskušal in ena izmed prvih, ponovadi prvi zadetek je že povezava do spletne strani Slovenskega farmacevtskega društva, ki je to brošuro izdalo, in tam v elektronski obliki si jo lahko tudi ogledamo. Odlično. Hvala, Bojan, za današnji obisk v našem studiu. Spoštovane gledalke, upam, čeprav je bila tema bolj moška kot ženska, da ste tudi ve, ki ste spremljali s Farmacevtom za zdravje današnjo oddajo, kaj koristnega ujele, če ne, vsaj to, da boste svoje slabše polovice, radi rečemo, ali pa močnejše polovice pozorili na to, da je vredno si včasih kaj prebrati in prisluhniti kakšnemu nasvetu. Do prihodnje oddaje s Farmacevtom za zdravje, srečno.